Na podlagi zahtev Ministrstva za okolje in prostor so bili v Krškem primorani k izdelavi novega odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka. Ta odlok več ne sme vsebovati raznih popustov, ki smo jih imeli roko na srce pri nas kar precej. Izvirajo pa vsi leta 2009, ko smo sprejemali umestitev objekta odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v naše območje in takrat je bila ena izmed zamisli, da bi dali tudi subvencionirani komunalni prispevek. Do sedaj veljavni odlok je omogočal subvencijo do 88% z nekaterimi izjemami. Po novi zakonodaji pa tovrstne oprostitve za stanovanjske objekte niso več dopustne. Razlike so precejšnje. Ta subvencija je bila res zelo visoka, zato je bil pri nas komunalni prispevek samo nekje okrog 1000 evrov, slabih 1000 evrov, recimo tak povprečen. No, seveda s to zahtevo se ta komplet prispevek se dvigne sedaj na maksimalno oziroma minimalni znesek okrog 5000 evrov. Govorimo pa seveda o neki povprečni parceli, seveda če gre za večje objekte, je ta znesek večji. Komunalni prispevek v Krškem bo kljub temu bistveno nižji, kot je drugod po Sloveniji, poudarja Stanko. Če recimo rečemo samo v Ljubljani okrog 28 000 evrov, nikjer v Sloveniji ni nižji od 10 000 evrov, v Krškem pa 5500, recimo za primerljive objekte. Predlog odloka so svetnice in svetniki tudi potrdili. Čeprav naš predlog je bil tudi, da se bi ta komunalni prispevek nazaj subvencioniral, kot se subvencionirajo čistilne naprave. Vendar tukaj se postavi eno določeno vprašanje, teoretično, kaj če sredstev ne bo, se pravi, da ga tudi ne bojo mogli subvencionirati, da bi ga občani dobili nazaj. Mislim, da bi občina ali pa saj oddelki noter mogli to zakonodajo spremljati v tej smeri, ker je nuklearna elektrarna v občini Krško in gre za degradativno območje, se pravi, da bi pa tukaj lahko zakonodaja nekako popustila. Kljub temu pa smo rekli, da bi bilo pošteno do občanov, če predvidimo tudi na nek način neko subvencijo, če je le to možno. Zato smo poiskali rešitev in sicer, da dajemo subvencijo za stanovanjsko gradnjo mladim družinam. Predlog je, da se pač te mlade družine smatrajo kot tiste družine, ki imajo člane do 35 let starosti. Na odborih je bilo že predlagano, da bi bila ta starost povečana na 40 let. Bistvo te subvencije pa je, da takrat, ko nekdo dobi odmero za komunalni prispevek, zaprosi za to subvencijo in jo potem tudi komisija odobri. Višina subvencije za posameznega upravičenca po osnutku odloka znaša 80% od odmerjenega komunalnega prispevka oziroma najvišji znesek subvencije znaša 4000 evrov. Svetniki imajo možnost podati še predloge na osnutek.